Spoštovani poslušalci, namen predstavitve je seznaniti sladkorne bolnike o možnostih preprečevanja izgube vida zaradi sladkorne bolezni z rednimi preventivnimi in kontrolnimi pregledi in pravočasnim zdravljenjem, kakor tudi ostale, ki jim lahko pomagamo in svetujemo. Ob dobri skrbi za vaše zdravje je verjetnost, da vam bo uspelo, zelo velika. Dovolite, da vam pri tem pomagamo. Sladkorna bolezen je velik socialno-ekonomski problem vsake sodobne družbe. Število bolnikov stalno narašča, pričakuje se, da se bo njihovo število v naslednjih 25 letih podvojilo. Bolezen prizadene številne organe, še posebej oči. Vsak tretji sladkorni bolnik ima spremembe na očesnem ozadju, na mrežnici, od komaj opaznih do močno napredovalih. Vse napredovale oblike bolezni pa so povezane s poslabšanjem ali celo izgubo vida. Za nastanek diabetične retinopatije je najpomembnejši dejavnik tveganja trajanje bolezni in urejenost sladkorne bolezni. Tudi nekatera ostala stanja ali bolezni lahko poslabšajo razvoj diabetične retinopatije, kot so nosečnost, povišan krvni pritisk, povečane maščobe v krvi in slabokrvnost. Spremembe na očeh so številne, vendar so najpogostejše in za vid najbolj ogrožajoče spremembe na mrežnici. Te spremembe imenujemo diabetična retinopatija. Med njo preštevamo tudi spremembe v področju rumene pege ali makule, ki je področje najostrejšega vida. To je diabetična makulopatija. Neurejena sladkorna bolezen povzroča tudi prizadetost ostalih delov očesa, kot je zamotnitev leče ali nastanek sive mrene, okvare možganskih živcev, ki povzročajo pojav dvojnih slik, slaba prekrvljenost vidnega živca, kar vodi do njegove atrofije, in pogostejši pojav glavkoma ali povišanega očesnega pritiska. Diabetična retinopatija je mikroangiopatija. To pomeni, da so prizadete majhne žile mrežnice, kot so kapilare, arterioje in venule. Te spremembe povzročajo zaporo žil ali okluzijo ali pa propuščanje okvarjene žilne stene. Zaradi povišane vrednosti glukoze v krvi prihaja do sprememb v kapilarni steni. Nastane zadebelitev bazalne membrane, okvara endotelnih celic in njihova proliferacija. Na sliki je lepo prikazana razlika med normalno in spremenjeno kapilaro. Na levi sliki zgoraj je prikazana normalna kapilarna mreža, ki omogoča normalno prekrvavitev mrežnice. Zgoraj desno pa je prikazana spremenjena kapilarna mreža pri neurejeni sladkorni bolezni. Posledica zapore kapilar je nastanek slabo prekrvljenih področij mrežnice ali ishemičnih področij, iz katerih se sproščajo angiogeni dejavniki, ki povzročajo nastanek novostvorjenih žil, neovaskularizacijo in proliferacijo veziva. Nastanejo fibrovaskularne membrane, ki vodijo v trakcijski odstop mrežnice. Najpomembnejši tak dejavnik je žilni endotelni rastni dejavnik. Okvara žilne stene vodi do propada hematoretinalne bariere, kar pomeni, da stena žile ne tesni in prihaja do izstopa sestavin plazme v mrežnico. Posledica je otekanje mrežnice ali edem in nalaganje maščob in beljakovin v obliki trdih eksudatov. Spremembe so lahko vidne po celotnem ozadju ali pa samo v področju makule. Diabetično retinopatijo delimo na več stopenj. Kadar so spremembe na mrežnici brez znakov tvorjenja žil ali veziva, ko še niso prisotne neovaskularizacije in fibrovaskularne membrane, govorimo o neproliferativni obliki diabetične retinopatije. Delimo jo na lahko, zmerno in težko obliko. Kadar pa so te spremembe že prisotne, govorimo o proliferativni diabetični retinopatiji. Tudi ta oblika se deli na lahko, zmerno in visoko rizično. Znotraj diabetične retinopatije pa ločimo še diabetično makulopatijo, ki je lahko samostojna oblika ali skupaj z ostalimi oblikami diabetične retinopatije.
Ločimo dve obliki. Prva je s sliko makularnega edema kot posledica prepuščanja žil in druga kot posledica neprekrvljenosti makule ali ishemije. Kadar se bolezen ne zdravi, nastane slika napredovale diabetične očesne bolezni s krvavitvijo v steklovino, trakcijskim odstopom mrežnice in izgubo vida. Za neproliferativno diabetično retinopatijo so značilne mikroanevrizme, krvavitve v mrežnici, trdi eksudati, edem mrežnice, mehki eksudati in spremembe na venah mrežnice. Na slikah so prikazane 3 stopnje neproliferativne diabetične retinopatije. Pri lahki je prisotna vsaj ena mikroanevrizma. Pri zmerni najdemo spremembe v kalibru ven, krvavitve, ki še ne zajemajo celotnega ozadja in blage mikrovaskularne anomalije. Pri težki obliki so spremembe še bolj izražene in zajemajo celotno ozadje. Najhujše je, da bolnik sam to ne zazna, dokler ni prizadeta makula ali nastane krvavitev v oko. Preiskavo žil mrežnice opravimo s fluorescensko angiografijo, ki nam natančno pokaže spremembe na ožilju, tako zaporov, kakor spuščanje kontrasta. Mikroanevrizme kot začetne spremembe pri diabetični retinopatiji se prikažejo kot svetle belkaste pike, neprekrvljena ishemična področja pa kot črne lise. Vkolikor se pri bolniku sladkorna bolezen ne uredi, nastane iz težke neproliferativne diabetične retinopatije proliferativna oblika, za katero je značilna rast novih žil in veziva. Spremembe so najprej vezane na mrežnico, v napredovalih oblikah pa že izven nje s proliferacijo v notranjost očesa v steklovino. Ogroženost vida je huda. Pri teh bolnikih so praviloma že prizadeti tudi drugi organi, zato je to resno stanje, pri katerem je poleg vida lahko ogroženo že življenje. Na levi sliki je prikaz novostvorjenih žil v obliki pahlače, zajemajo področje vidnega živca in drugih delov mrežnice. Na desni sliki je vidna krvavitev pred mrežnico, ki nastane iz netesnih novostvorjenih žil. Ko se kri razlije v notranjost očesa, pride do nenadne izgube vida. Govorimo o hematovitriusu ali krvavitvi v steklovino. Diabetična makulopatija je povezana s hudo prizadetostjo vida. V področju makule ali rumene pege so prisotni trdi eksudati in edem. Na sliki desno je prikazana značilna klinična slika pri diabetični makulopatiji. Vid je v teh primerih močno prizadet. Bolnik vidi prste pred očesom, vid je za normalne življenjske aktivnosti nezadosten. Bolnik je odvisen od tuje pomoči. Za pregled mrežnice, še posebej področja makule, uporabljamo kot preiskavo optično koherentno tomografijo ali OCT. Natančno nam prikaže sloje mrežnice, zadebelitev mrežnice in spremembe v njeni strukturi. Na zgornji sliki je prikaz normalne strukture makule brez edema ali prisotnih sprememb, vidna ostrina je normalna. Na spodnji sliki je značilna slika pri diabetičnem makularnem edemu z zadebeljeno mrežnico v področju makule in s številnimi večjimi in manjšimi cističnimi spremembami v njeni strukturi. Zaradi porušene strukture v makuli je vid močno prizadet. Za ohranitev vida pri sladkornih bolnikih je najpomembnejše urejenost sladkorne bolezni in redni kontrolni pregledi v predpisanih časovnih intervalih. Za bolnike brez retinopatije enkrat letno, za ostale oblike neproliferativne retinopatije pa odvisno od stopenj sprememb. Očesna terapija pri teh bolnikih praviloma ni potrebna. Pri proliferativni diabetični retinopatiji je potrebno takojšnje zdravljenje. To obsega lasersko fotokoagulacijo mrežnice po celotnem očesnem ozadju, namen je namreč izključiti ishemična, slabo prekrvljena področja mrežnice in zmanjšati izločanje vazogenih dejavnikov,
kot je žilni endotelijski rastni dejavnik. V današnjem času uporabljamo dodatno še zdravljenja z biološkimi zdravili, to je z zaviralci endotelijskega rastnega dejavnika, ki se aplicirajo v oko ali intravitrealno. Lahko je zdravljenju priključeno še dodatno protivnetno zdravljenje s kortikoidi, ki se prav tako izvaja intravitrealno. Pri napredovali obliki očesne sladkorne bolezni pa je edina terapija operacija, to je vitrektomija. Pomen kontrolnih rednih pregledov je izjemen. Bolnik sam resnosti stanja ne zazna. Ko opazi, da je vid prizadet, je velikokrat prepozno za ohranitev ali izboljšanje vida. Leta 2010 je Vlada Republike Slovenije sprejela nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni do leta 2020. Postavljena so bila temeljna izhodišča, kot so enaka dostopnost, celovitost obravnave, kakovost, učinkovitost in varnost, vključevanje in opolnomočenje bolnikov, partnerstvo, stalno spremljanje in upoštevanje dosežkov znanosti, vlaganja v raziskovanje in razvoj stroke. Cilj nacionalnega programa je bil preprečiti trajno izgubo vida kot posledico sladkorne bolezni, kar je možno z dobro urejeno sladkorno boleznijo in rednimi pregledi očesnega ozadja. Brez rednih pregledov ne moremo pravočasno začeti z zdravljenjem, posledica pa je trajno poslabšanje ali izguba vida. Ozaveščenost bolnikov je zato nujno potrebna. Brez nje ni uspeha, saj vida kljub sodobni terapiji, kadar je okvara že nepopravljiva, ne moremo več povrniti. Pri tem je pomembna vloga družinskega zdravnika, da pri teh projektih aktivno sodeluje. Od leta 2015 deluje v naši državi 9 centrov, kjer se izvajajo preventivni očesni pregledi za sladkorne bolnike. Namenjena je novo odkritim sladkornim bolnikom in tistim, kjer do sedaj sprememb na ozadju še ni bilo. Na ta način dajemo bolnikom možnost, da so takoj pregledani, ko je bolezen odkrita. Izkoristite to možnost, naročite se v klicnem centru na oddelku za očesne bolezni v ambulanto za presejanje diabetične retinopatije. Na koncu naj ponovim še enkrat. Dobro urejena sladkorna bolezen in redni pregledi očesnega ozadja so ključni za preprečevanje diabetične retinopatije. Le tako nam bo uspelo preprečiti razvoj težjih oblik diabetične retinopatije in zmanjšati izgubo vida pri sladkornih bolnikih. Ne dovolite, da oslepite, če lahko to preprečite. Poskrbite zase. Skupaj zmoremo.